Živjo, sem Jana Pristovšek in spet sem z vami. Naj vas na začetku vprašam, kako se počutite, kako ste, kaj vam je pomembno, ali ste zadovoljni, ali bi radi kaj spremenili. Ko začnemo spreminjati, vedno začnemo spreminjati okolico, ampak prave spremembe se zgodijo takrat, ko spremenimo stvari v sebi. Kaj je treba spremeniti v sebi, je vprašanje, ki ima 1001 odgovor. Ampak težje od odgovora je to, kako to narediti. In jaz vam ponujam en način, kako lahko to naredite. Če želite, ko ste pripravljeni in ko vidite smisel. Mi moramo imeti smisel, da nekaj delamo. Drugače je brez veze, brez smisla. Torej, prvo vprašanje je, ali sem jaz prepričana, da lahko naredim spremembo v sebi, ali sem prepričana, da mora narediti spremembo svet, da mora narediti spremembo moj otrok, moj mož, moj partner, moja prijateljica, moji starši, znanci. V kaj sem jaz prepričana? Kaj jaz hočem? Kaj jaz pričakujem? Te stvari so zapisane v nezavednem. Eno je, kar si mi mislimo v glavi. V glavi si jaz lahko mislim, Jana, ti se imaš zelo, zelo rada. Ampak če jaz tega ne čutim, potem to ni res. Če jaz delam nekaj drugega, kot mislim v glavi, da bi mogla delati, potem se nimam dovolj rada. In vrabčki na veji čivkajo, da se je treba imeti rad. Kako se imamo radi? Radi se imamo tako, da pogledamo v sebe, kaj jaz čutim. Ampak, če nas tega ni nihče naučil, če imamo mi preveč ran, če se preveč bojimo čustev, ki samo bolijo, potem smo se mi v času odraščanja življenja lahko odcepili od samih sebe. To pomeni, da mi delujemo zelo močno racionalno, zelo močno v glavi in nočemo, ne moremo, ne zmoremo, ne znamo več čutiti. In če hočemo mi sebe ponovno začutiti, moramo imeti neko orodje, neko znanje, da ne bo preveč hudo. Ker ni smiselno, da mi neka čustva spravimo na dan in potem ne vemo, kaj z njimi narediti, ker samo bolijo. Nima smisla spravljati na dan boleče spomine, ker smo se z vsem trudom in s časom komaj jih potlačili. Komaj smo se jih znebili in zdaj jih bomo vlekli spet na plan. Glejte, celo naše življenje je predstava. Mi si lahko predstavljamo, kako je bilo v preteklosti. Mi si predstavljamo, kako bo v prihodnosti. Mi si predstavljamo sedanjost. Ko jaz gledam v svet in ko ti gledaš v svet, bova videli različen svet. Zakaj? Zato, ker gledava z predstavo, ki je v meni in ki je v tebi. In ko rečejo, vse je v glavi, dobesedno včasih izgubimo živce, ne ti meni, vse je v glavi, jaz nisem nora. Ampak ja, točno tako je. In kako pride do tega, kar je v glavi? S predstavo. Te predstave, ki se avtomatsko generirajo, ki se avtomatsko delajo, predvajajo v nas, jih mi lahko načrtno spreminjamo. In ko jih mi načrtno spreminjamo svoje razpoloženje. In še več, ko mi načrtno spreminjamo predstavo v sebi, namesto nemoči, mi lahko začutimo svojo moč, ki je v nas, ki je v tebi, ki je v vas. Začutimo svojo vrednost, ki nam je nihče ne more vzeti.
Mi smo tisti, ki nekomu dovolimo, da nam vzame vrednost, oziroma mi smo tisti, ki nam ni bilo dano, da bi kadarkoli v življenju začutili vrednost. In tja do 40. leta še nekako gre. In takrat človek postane utrujen. In ne vemo, kaj narediti, in gremo še bolj v glavo. In potem slišite, imej se rada. Kako ne se imam rada, če vse, kar delam to, da spravim jutro z nočjo in noč z jutrom. Pri 40, 50 letih so nekateri ljudje tako neskončno utrujeni, da si želijo samo čisto malo miru, pa ga nimajo. Nimajo ga po dnevi, nimajo ga po noči, ker v njih so viharji, so preganjavci, je slaba vest, so strahovi, je občutek nemoči, je občutek krivde, je občutek tega, kaj vse bi mogli še narediti. In ni treba, lahko se ustavite. In to dajem jaz ljudem, to jim jaz povem, to jim jaz pokažem. Ne glede ali na individualnih srečanjih ali na delavnicah, skupinah. Cilj vsega je, da človek, da oseba, da ženska začuti sebe, da se lahko umiri, da najde svojo moč in da ugotovi, da je pravzaprav dovolj dobra. Je dovolj dobra in vredna je zato, ker je. In to je smisel dela na sebi. Smisel dela na sebi ni to, da neprestano nekaj delamo. Smisel dela na sebi je, da se potem dejansko bolje počutimo, da smo boljša oseba, da imamo boljše odnose, da smo boljša mama, da smo boljša žena, da smo boljša partnerka, da smo boljša sodelavka. Ampak ne iz stališča, ne iz osnove, nisem dovolj dobra, ampak iz osnove sem dovolj močna, sem dovolj vredna in imam možnost odločitve, kakšna hočem biti. To je razlika. Ali imamo mi možnost odločitve? Ne da se mi potruditi zate, oziroma ja, bom se potrudila zate. Ali imamo mi samo možnost, moram se potruditi za vsakogar, ker drugače nisem dovolj dobra. In to je bistvo, to je smisel vsega, to je smisel dela na sebi, da mi začutimo sebe, da začutimo, da imamo možnost, da se lahko spočijemo. Takrat nimamo več nekih notranjih preganjavcev, ki nas preganjajo po dnevi in po noči. Po noči je treba spati, ne pa ob 3 zjutraj razmišljati o skrbeh, o problemih, o težavah, na katere nimamo vpliva, ne vemo, ali se bojo sploh zgodile. Kaj pomeni imeti se rad? Imeti se rad pomeni, da damo sebi možnost, da začutimo svojo vrednost in da začutimo notranjo moč, ne v glavi, ampak globoko v sebi. Ne glede na to, kako to imenujemo. Jaz sem naredila zdaj delavnico skupino o opolnomočenju. To je en tak širok izraz. Če vas zanima, pridite, še je čas. Če vas zanima, kako pride do tega individualno, napišite mail, napišite mi sporočilo, pokličite me in potem se boste odločili. Ne gre za to, da jaz lahko rešim ves svet, ne gre za to, da jaz lahko rešim vse ženske, vse ljudi, ampak gre za to, da sem ena izmed tisočerih možnosti, ki vam je mogoče prišla naproti v življenju. In jaz bi vam rada povedala, da se lahko živi lažje, da se lahko živi brez, da nosite s sabo goro skal, da nosite nože in bodala v srcu, da nosite srce na dlani, kjer vsak, kjer pride mimo, ga mal frcne, mal klofne, mal potepta. Zakaj delate to? Veste, osamljenosti se ne rešimo tako, da se mi obdamo z ljudmi. Ljubezen mi ne dobimo tako,
da vsem vse ustrežemo, zato da nas bojo imeli radi. To je v nas. In najprej moramo mi pogledati, kaj je v nas, kaj je v našem nezavednem. In do našega nezavednega pridemo počasi. Prav je, da pridemo varno, zato da se ne ustrašimo in da lahko nadaljujemo. Jaz sem vam danes hotela povedati to, da imate možnost v življenju, da obstaja več poti in da imate možnost izbire, ali se boste odločili in živeli tako, kot živite zdaj in ste s tem zadovoljni, ali boste še malo pretehtali, ali se boste odločili za spremembo. Imejte se radi. To pomeni, ne dovolite, da v vas prevladujejo strahovi, da prevladuje tesnoba, da prevladujejo demoni, ki vam govorijo, kako niste v redu. V redu ste, dovolj močni ste, neverjetno močni ste, sam vršite šaro vršite iz te moči stran, ker je prekrita, in vredni ste. Vesela bom, če se boste naročili na moj YouTube kanal, prebrali kakšno mojo knjigo, pogledali spletno stran, prišli na Facebook in me poklicali in mi pisali. Imejte se radi, dovolj močni ste, dovolj vredni ste. Vsega je dovolj. Srečno.